Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na Slovenski matici. No, danes bomo govorili o Makaluju, sicer o himalajski odpravi, menda je bilo lansko leto 50-letnica te naše alpinistične odprave na Makalu, ki so se udeležili različni naravoslovci, poleg alpinistov, med njimi tudi naš današnji gost, profesor Juri Kunaver, ki ga najbolj že poznate dobro, je geograf, nezaslužni profesor Ljubljanske univerze, dolgo let je predaval na filozofski fakulteti, geografijo, tudi na drugih fakultetah, bil je večkrat nagrajen tudi na republiški ravni, je nosilec častnega zlatega znaka Republike Slovenije, ima več občinskih odlikovanj, torej znana osebnost, in komaj čakamo, da nam predstavi to ekspedicijo, ki bo tudi nekoliko, oziroma upam, predvsem naravoslovno obarvana. In preprosim predavatelja, da začne. Hvala lepa. Hvala. Spoštovani, lepo vas pozdravljam, vse po vrsti, še posebej med nami mojo svakinjo, Dušico Kunaver, vdovo po mojem bratu. Mojega brata seveda ne morem tukaj izpustiti, ravno nasprotno. Na začetku bom nekaj prebral iz knjige, ki smo jo 74. izdali pri Mladinski knjigi, in sem iskal en primeren tekst za uvod. Prav tako pozdravljam častnega konzula Republike Nepal, Švesta Kumar, ki nam je tako zvest že desetletja, in lahko rečem, da skupaj z njim drugega, imamo še enega avtorja, soavtorja tukaj, doktor Matevža Novaka, s katerim in še 7 oziroma 6 pripravljamo monografijo, naravoslovno monografijo o dolini Baruna, zaradi teh 50 minulih let. Pa še nekaj drugih razlogov je za to, tudi moj elaborat, ki sem ga takrat naredil, ki sem ga pa moral potem takoj po povratku nazaj, oziroma ne po povratku, po 2 letih, seveda dati na polico, ker sem pač zamenjal službo in nova služba ni zahtevala takih referenc, na kakršne sem bil navajen na filozofski fakulteti, ampak filozofska fakulteta pa ni vedela, da bom čez 12 let spet prišel nazaj, in so med tem časom enih 100 kil ali če več vzorcev dali v Kasnagi. Skratka, takrat sem prinesel veliko materijala s seboj. Skratka, da ne bi posebej mogel pozdravljati ostale kolege geologe, potem tiste iz prve univerze, iz druge univerze, iz tretje univerze, pa bo vse urejeno. Tudi iz tretje univerze so tudi in prijatelji, znanci, še celo moj sin tukaj. Torej, skratka, začeli bomo, zakaj pravzaprav je prišlo do tega predavanja, pravzaprav prav zaradi te monografije. Pripravljamo je že celo leto, na oddelku za geografijo. Oddelek je pripravljen bil objaviti tudi dela, ki niso geografska. V tej monografiji bo zastopan pokojni Vrabar, botanik, potem Gregorij kot biolog, potem dr. Bavcon, ki bo Vrabra predstavil, potem bodo tukaj še 2 geografa, Irena Mrak, ki je na Makaluju skoraj storila žalosten konec. To je malo znana zgodba, ampak ona je potem prišla tja tudi z namenom, da primerja stanje ledenikov. Potem zdravnik, docent na medicinski fakulteti, dr. Goslar Tomaž,
sem še koga pozabil, torej Novaka sem potem Blatnik, dr. Blatnik iz Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni bo tudi sodeloval, skratka 19 je in seveda tudi naš častni konzul z enim uvodom. Torej, s tem se že kar precej časa mučimo. No, jaz bi pa zdaj tukaj prebral za začetek iz te knjige. To je knjiga, ki je bila izdana 74. leta pri Mladinski knjigi. O Makaluju, platnice so že strgane. Prebral bi pravzaprav alpinistično gledanje na to našo odpravo, čeprav moj prikaz bo bolj naravoslovni in pa geografski. Gre za to, kako je moj brat Aleš se ukvarjal s temi odpravami in je pravzaprav dosti dovršeno literarno, torej tudi napisal, kako je čutil skupaj s svojimi prijatelji, pravzaprav alpinisti. Mi smo bili tako imenovani znanstvenjaki, posebna kasta, ampak kuhali smo tudi včasih za naše fante, skratka svetovalci smo jim, kam naj grejo, po kateri smeri, pa so zamaknili z roko. To sem bil jaz, namreč, to se pravi, njim ni kaj bilo za svetovati. Aleš je napisal v tej knjigi: vrh ni bil le sam, bilo jih je več vrhov. Za vsakega od nas je bil eden. Tam pač, kjer so se naša pot v višino nehala. Prvi na koncu vrvi pri zadnjem klinu, drugi malo niže, pri zadnjem šotorčku naslednji, pa nekaj niže še trije, to smo bili pa mi trije. In tako so naši osebni vrhovi razpeti po steni, vsak pa pomeni točko, do koder so nam dopuščale razmere, moči, čas in premislek. Vprašanje je, kolikšna je razlika med tem doseženim vrhom in med tistim, ki si ga je vsak zamislil zase, ko je odhajal na pot. Čeprav je bil za večino zamišljeni vrh edinole pravi vrh gore, upam, da razlika danes prijateljev ne teži preveč. Ne bi bilo prav, saj so strmini, vetru, snegu in času dali vse svoje moči, večkrat dali na kocko svoje življenja in skupaj ustvarili veliko delo, ki je presenetilo poznavalce v našem alpinističnem svetu in iz naše strani ni bilo pričakovano. Nismo imeli sreče, da bi vstopili v zgodovino alpinizma takrat, ko je bilo osvajanje najvišjih vrhov še zavito v tančico nepoznanega, novega, zato pa smo z vzponom v južni steni pravi čas posegli v nekaj, kar je danes novost, osvajanje velikih sten Himalaje. No, toliko za uvod. Lahko samo še rečem, da zdaj po 50 letih se spominjam marsičesa. Nekaj stvari sem se spomnil danes po noč, ker noč ima zmeri svojo moč, ne, in potem razmišljaš, kako na primer so nas obdelovale pijavke v tistem času. Namreč 72. leta še nismo vedeli, kako z pijavkami, kako pijavke ugonobiti oziroma z njimi živeti skupaj oziroma se jih znebiti. No, pijavke so bile naš spremljevalec predvsem v teh vlažnem delu v 2000 metrov visokih vlažnih gozdovih, višinskih, in vsak večer smo jih vlekli ven iz nogavic. Nogavice so bile vse krvave, sprednji del, če ni bil cel podplat krvav. No, jaz bi sam toliko rekel, samo prosim, saj večerja še ni blizu. Ko sem prišel v bazni tabor in smo bili v baznem taboru že 14 dni, sem se jaz po noči enkrat zbudil in povlekel pijavko iz ust. No, torej, to je bila, tega danes ni več, kajti na naslednji odpravi 75. se spomnim, da so uporabljali solno mešanico, oziroma mislim, da je solno, ne mešanica, ampak raztopino, in pijavke so odpadale
zelo lahko. Potem še druge stvari se spomnim, no jaz bi, tukaj imam recimo nekaj, en kos, eno orodje, imel sem edini, imam težave s hojo, še posebej, če je trema. Poglejte, to je orodje, ki sem ga imel s seboj, poleg tega, ne vem, če sem ukleščen, ampak sekiro, na to so pa moji vrli kolegi alpinisti pozabili in s tem Solingen škaljami, zelo dobra kvaliteta, so rezali predvsem debelo aluminijasto pločevino. Namreč akademik Janez Milčinski je bil zelo naklonjen odpravam in je posojal svojo Bolex Paljart kamero. Ne vem, če ta firma še obstoja, ampak posojal je. In našim alpinizmom se je posrečil izgubiti en pokrov v steni, potem je bilo treba ta pokrov narediti na novo. In naredili so ga s pomočjo teh škarij in moje sekiro sem moral dal pa zveznemu oficirju v dar in nikoli več jo nisem videl. No, skratka, to so taki utrinki. No, zdaj pa začnimo s tem, je precej dolga štorija, seveda po 50 letih je treba tudi kaj obnoviti in sem nekatere stvari, to sem predaval že ne prav velikokrat med geografi, geomorfologi. Takole, pojmo na naslednjo slikco. No, seveda vsega tega bo po malem ali pa veliko, orientacija, zgodovina, namen odprave malo geoloških osnov Himalaje, potem geografski prerez vzhodnega Nepala, potem zadnji del poti, baza, doline Varuna, raziskovanje, vzpon po južni steni, se dal bolj na koncu po 50 letih. Tole je, ne se vidi, to je samo pripomoček za skazanje, ki ga porabljam zelo malo krat Katmandu, potem se pa pelješ 2 uri z kanadskim Twin Otterjem, to je bilo pred 50 leti, zdaj mogoče so avioni drugi, ampak taki lahki potniški avioni letijo do Tumlingtarja ob reki Arun. No, naša pokrajina je tukaj, Makalu, tole je Barun Kola, to je pa Arun. Arun je, boste videli. Gremo naprej. Bomo si ogledali še to pokrajino z več kartami. Te karte so bile narejene posebej za knjigo in takole tukaj vidimo tole dolino Aruna. Mi smo šli peš 11 dni od Tumlingtarja letališča, tukaj čez hribe in doline, gor, doli. Tole mesto tukaj je prehod čez Arun. Arun je ena tipična himalajska reka, silno hudourniška, niti ne hudourniška, ampak velik strmec ima in ogromno vode, takrat ko se topijo ledeniki in seveda prehod čez Arun je precej težek oziroma bi rekel grozljiv. Takrat je bil grozljiv, danes mogoče malo manj. Potem smo šli na Sedvo, od tukaj gor na tale hrbet, na 4200 metrov je treba bilo iti na 4200 in potem dol v dolino Barun Kole. No, tukaj gor je pa spodnji barunski ledenik in zgornji barunski ledenik in te dva ledenika sta mene najbolj zanimala. Tole je pa tisti del, ki se imenuje recimo najlepši del doline Baruna. Torej, že moram komentirati ta naslov, kaj je najlepše, je zelo relativno, ampak to sem slučajno našel
na internetu, da je pač ta dolina ena izmed 7 najlepših, kar je seveda res, tako bi rekel, malce dvomljivo. Vsekakor je izjemna, ima izjemne lepote, izjemno zanimivost, ampak če je to 7. ali je 8. ali je pa 5. je pa drugo vprašanje. Res pa je, da po 50 letih sem bil neskončno presenečen, ko sem se za to razpravo, ko sem začel to razpravo pripravljati za tisk že lansko poletje, da sem naletel na spletu na nekaj filmov na YouTubu, za kar vam seveda lahko tudi priporočam, če hočete videti, filmov o dolini Barun. Torej, Barun Valley lahko vtipkate, ali pa recimo Shiva Dara. Shiva Dara je pravzaprav nek naslov, ki vabi romarje, Nepalce v to dolino. Torej, to, kar smo mi šli kot odprava, seveda so budisti že prej hodili v to dolino. Mi smo hodili po molivnih zastavicah, bom pokazal. Torej, in potem sem si upal 2 vzeti seboj. Ampak molivne zastavice so bile črno-bele, v blatu so bile, sem rekel, mogoče mi pa to ne bodo zamerili. Danes so pa seveda molivne zastavice barvaste in obnovljene, kar pomeni, bom nekaj o budizmu tudi spregovoril, kar pomeni, da je nekaj stoletij že nazaj ta dolina znana kot pribežališče oziroma pravzaprav rekel dežela bogov, himalajskih bogov. Ja, torej je tukaj od blizu, no tole je naša baza bila, Makalu. Te višine nekako ne vemo čisto, na katera je prava. Tukaj recimo smo uporabili višino 8475, največkrat se pojavilo 8481, pa tudi 63. Zdaj, glede na to, da se Himalaja dviga, tektonsko dviga, je prej možno večja višina. Potem je to zgornji barunski ledenik, tukaj so vrhovi, 7000-aki, barunce, Petkangse in tako dalje. Skratka, mi smo takole hodili v teme pokrajine. No, ta predel skupaj z Everestom, Makalu in Everest predel so proglasili za narodni park. In sedaj ga že precej preučujejo in to so zdaj seveda novejša skica, torej sotočje z Arunom na višini 1000 metrov, naprej pa 8000 metrov. To je ena največjih višinskih razlik, torej največji strmec neke reke. Ta del je praktično neprehoden. Zdaj, kakšen je, nisem ugotovil kakšen. Ampak mi smo prišli seveda tole česa, česa in potem dol. Iz te strani, to je greben, medtem ko spodnji del je absolutno neprehoden in nihče ne ve, kako in kaj. No, mogoče bom nekaj besed spregovoril tudi o poledenitvi. Seveda, s tem sem se ukvarjal. Ukvarjal sem se predvsem s tem zgornjim ledenikom, ki je prišel do semle, ampak v preteklosti najbrž se je združil z spodnjim in sta mogoče celo se podaljšala naprej. To je pa veliko vprašanje v Himalaji nasplošno, ali je bila v srednjem pleistocenu kdaj kakšna večja poledenitev. Namreč Himalaja je bila do sredine pleistocena, to se pravi do milijona let nazaj, tako nizka, da ni imela ledenikov. To se pravi, Himalaja se še zmeraj najhitreje dvigajoče gorovje. In seveda zdaj se najdejo razni raziskovalci, taki in onaki, mene se štejem tudi jaz, samo sem tam malo večkrat, ki
smo to raziskovali, nekaj se me je pa le posrečilo, da sem tukaj le dol v tem predelu našel en obrus ledeniški, ki ga do zdaj noben ne omenja v literaturi. In ta obrus bi lahko govoril o tem, da je morda kdaj let segal do sem le dol. En nemški raziskovalec Kule, ki je umrl v tem potresu, zadnjem velikem potresu, zelo znan raziskovalec, trdi, da je enkrat nekje pred par 100 000 leti ali 100 000, mogoče v predzadnji poledenitvi, da so ledeniki segali skoraj do sem, pa tudi iz severa, ampak to mu oporekajo, temu oporekajo. To sem izkoristil zato, ker je, zdaj pa tole, tukaj je še ena stranska dolina, stranskih dolin tudi ni veliko, ne? Stranska dolina, v kateri se je izvršil podor. Podor 2017 leta, ta podor je točno zadel jezero, ledeniško jezero, tudi ledeniško jezero se je spraznilo v hipu in je povzročilo veliko poplavo. Pa ne tako veliko, kot so lahko drugod. Ja, neka prazgodovina je, ne. Z Alešem sva planirala, pa zraven je bil še dr. Jože Štirn, nekdanji biolog, pa še ena alpinistka, štiri smo bili, ki smo hoteli na Ararati 56 leta, in tole puhovko, ki jo imam jaz na sebi, smo sešili doma pri nas na klasični gimnaziji, takrat še nismo bili samostojni. Tam smo namreč stanovali v ravnateljevem stanovanju. No, to je slika, fotografija z urisano smerjo, do katere, ki so jo naši alpinisti, torej leta 72 so prišli do Srne Gore. Za več je zmanjkalo sape, tako rekoč časa. Alpinisti so bili silno utrujeni. Tu gor je Matija Maležič čakal 2 dni v šotoru. Med tem časom, ko je pihal veter z orkansko močjo in je čudno, da je pravzaprav preživel, čakal je, da bi nekdo prišel, da bi potem šla še gor. Torej, bilo je pozno novembra, oziroma na začetku novembra in seveda so bili pogoji nemogoči. In potem 75 leta so po isti prišli elegantno gor, torej skoraj pol odprave, če se nam odmoče ne več. No, torej naša odprava, ne, tukaj je novinar Jerin, Maležič, moje malenkost, Bron, Brojan, Ažman, tam je iz moje strani, Vraber, Aleš, Marion, ne, Brojan je tole, Kunc, tole je Den Cedilnik, tole je Gregorij, tole je dr. Borut Pirt, zdravnik, tole je Cit Štupnik in Belak, Stane, to je pa zverni oficir. Takole smo se včasih tudi sončili, po snegu, po svežem snegu, snega je bilo veliko, krat je prišel in to takrat, kadar so pihali, kadar so začeli pihati jet stream, torej ta stratosfersko strujenje, ki tudi v Evropi povzroča pritlek, nastanek ciklonov, in to tukaj, torej te vremenske pojavi so bili zelo zanimivi. Tukaj se vidim rahla meglica gor na vrhu, to je bilo redko, da je bilo tako jasno, drugače so bili pa tako, ali je bil tak obloček, kot da je Makalu sveti Makalu, vse v bistvu je, ali pa je dolga streha, zastava, bilo je vse mogoče. Predvsem pa smo iz doline dobivali pogosto monsunske oblake, prihajali so po dolini navzgor in takrat se je ponavadi popoldne povsem stemnilo. Torej, kar se geologije tiče,
bi vam samo na kratko povedal, oziroma omenil, kot rečeno, se pripravlja, oziroma je že napisana zelo izčrpna študija dr. Matevža Novaka, ki bo objavljena. Do zdaj pa takega opisa sploh nismo imeli pri nas. Namreč zdaj tako, če se ne bi odločili za monografijo, to je hud napor, pravzaprav. Bi pa zadeva se počasi zaspala in ne bi nihče vedel, konec koncev so pa smo mi in naši predniki in potem potomci bodo mogoče se še zanimati za Himalajo in je pač bo nekaj napisanega, nekaj izdanega. Drugi večji narodi imajo tega zelo veliko. Aleš je ravno to zelo pogosto poudarjal, da pač majhni narodi je tako, morajo teči hitreje od vlaka, če hočeš, da prideš na vlak. No, tole je zdaj zelo zanimiva primerjava. Narejena je tole skica, ki kaže posamezne segmente geološke Makaluja. Ena je zgornji del, to je svetel granit, tako zvani Levkov granit, iz miocenskega obdobja, to se pravi 20-30 milijonov let, staro, nekaj 40 in podobno. Potem so pa spodaj druge kamnine, ki pa so po starosti mnogo večje. A je to paleozoik? Gnajs je paleozoik. Razumete? Himalaja je drugače zelo dosti enostavno zgrajena, ampak zadeve so obrnjene. To bom pa potem pokazal, zakaj. Zato, ker je, to že zdaj lahko povem, odkar je tektonika plošč uveljavljena, in to že nekaj časa, to že nekaj desetletij, ampak jaz sem sreč 68. leta sem bil v Angliji, pa sem kupil ameriške revije z tistimi temeljnimi članki in sem se razmerno zgodaj tega navadil. Medtem ko je potem ta teorija počasi prodirala tudi v učbenike. Indijski polotok je potoval, imam sliko, potoval po indijskem, torej mislim po tem delu zemeljske skorje, potoval, se je utrgal od Afrike in potoval proti evroazijskemu kontinentu. In tam v bistvu ni trčil, ampak se je upognil navzdol in se še zmeraj poskuša se ta del skorje premikati naprej pod Himalajo. Himalaja je pa pravzaprav rezultat. Tako kot da bi stiskal testo, ki bi se počasno nagubalo. Ampak zgodilo se je to, da ne bomo komplicirali, da so se zaradi tega nekateri zvršni deli dvignili vertikalno in narinili nazaj v isto smer, tako da je pravzaprav prišel indijski polotok, oziroma ta del litosferske plošče. Torej, zelo zanimiva situacija, ampak Nepal, je pa pravzaprav tista potička, ki je nastala, oziroma ne Nepal, mislim Himalaja, Himalaja je pa ta potička, ki je nastala pri tem. No, mi glede Nepal, sem rekel, mogoče bo pa koga zanimalo, je samo del Himalaje, vzhodno je Sikkim, pa Bhutan, zahodno je pa potem še Indija. Samo nepalski del Himalaje je dolg 800 km, širok pa 20, ampak potem je pa že Tibet. No, skratka, to se, kadar ni stena zelo zasnežena, se vidi, da je ta del svetel, tam del pa temen, gnajs je temen. No, to so pa te morene, čelne morene, zaradi katerih sem jaz šel tja, pa tudi če nekateri drugi za mano. Pa smo različnega mnenja, kar se starosti tiče. No, to je na primer en balvan, tak ledeniški balvan iz tega svetlega makalujskega granita, Levkov granit.
Balvane sem malo preučeval. Zelo zanimivo, naj bi tele morene bi naj bile 24.000 let stare, mogoče celo mlajše, pa se tale material kar precej kruši dol in nekateri balvani imajo tak venc okrog. Na vrhu sem celo našel škavnice, verjeli ali ne, škavnice nastajajo ponavadi v apnencu, na visokogorskem krasu, tukaj nima s krasom nič nobenega opravka, ampak recimo pri prilepu, na tiste Markove kure, imajo gor tudi eno silikatno kamnino in tam so tudi velike škavnice. Torej, zelo zanimiva zadeva. Delal sem tudi malo pedološke profile in tako dalje, torej marsikaj. To je pa zdaj to potovanje znamenito pred 71 milijoni leti, potem danes je pa Indija tukaj lepo zašvasana, če lahko tako rečem. In tukaj zdaj naprej so razni profili, prečni profili, ki so, več jih bom pokazal, namreč tole je slabo, mislim, v tem delu, ta del je litosferska plošča, ki gre globoko dol, in kot rezultat tega pritiska se pa v nasprotno smer, puščice lepo kažejo tukaj, premikajo odeje, nap ali pokrovi, v nasprotno smer. Tole je visoka Himalaja, tole je že Tibet, mislim, Transhimalaja, ne vem, če to se nosi, ne bom se tukaj kaj. To je, dobite na internetu, tukaj Transhimalaja, tole je na primer nizka Himalaja, to je visoka Himalaja, tole je tetiška cona, namreč Indija je, oziroma Indijski polotok je dejansko nagubal, povzročil nagubanje, pa tudi podrivanje sedimentov, ki so bili v morju Tetis, ki so nastali sedimenti, ne kakšne metamorfne kamnine. No, tole je slika, ki bo objavljena, to je nekaj podobnega, poglejte, tole je indijska plošča, podrinjena globoko dol, te pritiske čutijo do Pekinga, torej Kitajska ima potrese in to je odmev tega. Na nasprotni smeri so pa te pokrovi, zdaj v Alpah je nekaj podobnega, ni tako enostavno, to je zdaj bil znameniti francoski geolog Bourdais, iz 58. leta izdala sta knjigo 61. leta in v začetka, takrat sem jaz poznal samo to. No, Bourdais s pomočjo tega Latreja je takole risal geologijo, Glejte, tole je Everest, kot da bi bilo narisano iz Makaluja. Mislim, da ne more biti drugače, ker tukaj je Chamlang in tako dalje, torej Barun, vidite, zgornji barunski ledenik, tukaj so pa posamezni znaki dali označili, iz katerih kamnin bi te posamezni vrhovi bili zgrajeni, ampak črna slika, torej mislim, krasna skica. Pristop, pohod, pokrajina, 150 nosačev, takole je bila, tak je bil začetek. Tamle je ena škatla, ko smo imeli padalske, meni si od nemških padal, kovinske škatle, jaz imam še 2 doma, čakajo na transport v Planinski muzej. Jeseni bo neka razstava v Planinskem muzeju. Mostovi, torej to je Arun, najbolj strah me je bilo tle, poznaj ne več. Pa tukaj, ker takrat so šele delali en modernejši most, jaz se tistega mosta prav nič ne spomnim. Dejstvo je, da so 3 žičke, ena spodaj, 2 za roko, in spodaj vidite takele neke porajkle, kako bi temu rekel, skratka,
okroglice, po katerih si moral hoditi. In seveda, nekateri smo imeli pa še vseeno te nahrbtnike oziroma krošnje, seboj zmeraj si moral pač nekaj imeti, ne, ni bilo tako ravno lahko, ne. Oroče pa tropsko, ker je to 1000 metrov, to je manj kot 1000 metrov. Tukaj se višinske razlike poznajo tudi v temperaturah. Danes je to seveda malo drugače. No, to je neka druga reka, sosedna, najbrž verjetno kakšen Barun ali pa kakšna Kasuva Pola. Potem smo že v dolini Baruna, mislim tukaj v srednjem delu Baruna, torej to so pa že te lepi, prekrasni kraji. Takole smo si morali pomagati pri prečkanju ledeniške reke, komaj mogoče 500 metrov od ledenika v bližini baze. Takrat, ko smo odhajali, snega je padlo zelo veliko, no, tamle tako. Ali pa naprimer jutranje osvežujoče kopanje, tole je prihod v bazo, baza je tukaj gor, baza je tamle gor, ne, tole. Danes ni več tukaj, baza je premaknjena na drugo stran. Zdaj si lahko predstavljate, da mi razvajeni Evropejci, ne, pred 50 leti nismo bili tako razvajeni, kot smo danes. Ja, malce šalo. Razvajeni v tem pogledu, da smo imeli obute v obut, pa smo se lahko preoblekli med tem, kot te nosači bosi. Večina bosi. Boste videli, kot je nosača v snegu, bosega. Je pa možno, jaz seveda teh razmer danes ne poznam več, vsekakor so se v Nepolu morale se hitro spreminjajo stvari, tudi dohodki prihajajo, ne, od raznih strani, recimo organizacija, spremljanje trekkingov in tako dalje, ne. Takrat so bile, trekkingov še ni bilo, ko smo bili. Ja, napredek v infrastrukturi, napredek je gotovo vsestranski. Tu so ceste, motorje imajo, lahke, težke motore in tako dalje. Saj peljajo se tja do Aruna se peljajo, potem je pa treba seveda peši. No, taki so mostovi, tole so slike iz 2014, Irena Mrak je tole posodila, ali pa tale, ne vem, a je to Arun, pa mislim, da je malo preozek za Arun. No, to prebivalstvo nepalsko je silno zanimivo. To je pa gotovo ena zanimivejših stvari. Namreč, dejansko se delijo. Zgoraj, v najvišjih legah, do 3000 metrov živijo botije ali pa šerpe, ne, šerpe so botije v območju Everesta ali pa pod Everesta, v Solokhumbuju. Medtem ko botije se pa imenujejo vsi drugi tibetanskega porekla, torej prebivalci, vsi so pa tibetanskega porekla, ki so prišli na to stran v raznih obdobjih, tudi seveda v času kitajske agresije, ne. Potem srednji pas Hribovje je naseljeno z različnimi nepalskimi plemeni. In spodaj, najnižji, so pa najnižje so pa potem že hindujsko prebivalstvo. Lahko potomci, torej raznih, torej indijskega porekla. Tole ni popravljeno, jaz sem še malo popravljal, to smo že dopoldne montirali. Tako da ni vsega, kar se narodne sestave tiče, izjemna pestrost. No, potem govorijo še o gurkah, ne. Gurke so v bistvu samo tisti, ki so šli v vojsko, v angleško vojsko, služiti recimo v drugi svetovni vojni, so bili znani gurke, majhne postave, silno hitri, spretni, nož, mrzlo orožje,
in nasprotnika, recimo Japonce, za Japonce so bili strah in trepet. To so bili Nepalci in po deželju jih vidiš, še zmeraj nekateri, torej naš zvezni oficir je srečal enega svojega predstojnika. So zelo ponosni na to. No, seveda, te hiše so večinoma iz priročnega materiala, iz bambusa, veliko iz bambusa, drugega, posod se vidi skozi mreže, tudi iz bambusa spletejo take mreže in ne potrebujejo kakšne posebne izolacije. Ne. No, to so, naprimer, tale je recimo Botija, bolj mongolski, to so pa pripadniki recimo teh raznih plemen. Ne. So tudi nevari, gospod Asvin ne mi oprosti, da bom vse čisto točno povedal, kšatrije, četiri vojščaki, potem brahmani so svečeniki. Torej tega je tako veliko, da je bilo treba še enkrat. Zdaj veste, jaz sem šel enkrat, sem bil enkrat v Himalaju in v Nepalu, mnogi Slovenci hodijo vsako leto. Ampak moram reči, da imam jaz od tega mojega potovanja več kot verjetno marsikdo, ki hodi takole malo za lušt, malo hoditi. Ja. Torej, meni je ta odprava pomenila izjemno veliko. Tako rekoč čez svetljenje, ker sem potem lahko tudi študentom lažje razlagal geologijo, nastanek teh hribovih, tega reliefa. Relief je tak, nisem našel ta prave ilustracije, ampak najprej je teraj, ki se, to je na meji z Indijo, nižinski, tropski, pravzaprav nezdrav. Veliko ima pragozda, tam so naravni rezervati za nosoroge, vse mogoče. Potem se dvigne v Kurja Hills ali Sivalik. To je ena dolg niz relativno nizkih hribov, zelo dolg niz. Potem na drugi strani, torej to je prečen prerez, na drugi strani so kotline, ki se imenujejo Duni. Te se dvignejo v Mahabharatleh, v hribovje do 3000 metrov, če se ne motim, 3000 metrov, ki je za mene neke vrste naravna pregrada, da Nepal ni bil zavzet ali pa da ga niso pohopstali Indijci. Čez tisti Mahabharatleh, to je nekaj takega kot Črna gora, ki je obdana z gorami in Turki niso mogli ljudi. Potem so pa te kotline za Mahabharatlehom tudi ena za drugo, Katmandujska kotlina, potem ne vem kaj še tam Pokhar, ja, in tako dalje. Potem naslednji pas je nizka Himalaja, potem je pa visoka Himalaja. Zelo enostaven prerez. No, takole nekaj prizorov iz tega podeželja, sicer to že višje gor, na 2000 metrih smo bili v Seduji, pa v nekaterih drugih krajih. Takole so, ves teren je ne preuran, ampak prekopan v terase. Cel Nepal je sama terasa, ker potrebuje to za riž. In se pa seveda v poletju v monsunskem času dogajajo številni usadi, torej mokra zemlja in seveda tudi veliko žrtev pride do tega. No, luškani otroci, družine, ženske, to so Botije. Lepo okrašeni oziroma urejeni. Recimo te fante, to je bilo objavljeno že v, mislim, Pionirju ali pa torej nekje je bilo objavljeno 74 leta, nekaj slik, ko sem vsa dekleta, vse žene imajo okrog vratu razne okraske in pravzaprav vse svoje bogatstvo. Tele fantje, se ga kar ustrašiš,
ampak ima za pasom, ima kukri, hladno orožje. To je že v dolini Baruna, srednjega, zgoraj, te ženske so nam pomagale, nositi tako kot moški, te slapovi so zelo značilni. Torej, to je ena kvalitet tega dela doline, ne, zaradi česa ne bi bila ta dolina tako lepa. In romarji, jaz nisem do tega prišel in tudi nima smisla, da se s tem ukvarjamo. Romarji pridejo sem zdaj, tudi že v obutvi, lepo, evropsko oblečeni, poti so boljše, ob poti pa so seveda nastale pa razne čajnice in prenočišča in tako dalje, to je počas civilizacija leze noter, ne. In kaj se pa pol zgodi? Torej, če bo komu se dalo pogledati te YouTube, boste videli nenavadno stvar. Te romarji imajo čez ta strma, zelo mokra strma pobočja, speljane poti. Ponekod so neki klini zabiti noter v luknje, ali so to leseni ali so kovinski, skoraj bi rekel, da so leseni, in bosi, obutev da je dol in bosi hodijo gor in takole gor 600 metrov visoko. 600 metrov visoko gre do dveh lukenj. Dva spodmolasta in tam, to je sveti kraj, tam prižigajo lučke, dišeče palčke, vse mogoče. Torej, to je danes ta dolina, medtem ko takrat, ko smo bili, seveda, mi o tem nismo nič vedeli. Torej, po 50 letih se človek čudi, kaj vse občuduje človek, ampak ne samo mi, ampak tudi tisti, ki verujejo v himalajska božanstva. Bi pa rekel, da me je budizem kar precej zanimal takrat in je zanimiv, zato ker je miroljuben, ker je toleranten in hindujci in budisti živijo eden zraven drugega. To je nek sladki krompir, ki smo ga dobili potem na povratku, ko smo bili tako rekoč brez hrane. No, to so ženske v najlepših letih, bose, oblačni gozdovi se dvigajo tam nekje, se začnejo nekje na temi naselji, nekje na 2000-2500 metrih, mi so šli do 4200, takole, ves čas je malo pršelo in pijavk ne vidite, zato sem jih pa jaz čudil. Torej, pijavke so bile tukaj običajna. No, takole tudi počivamo vmes, iščemo prenočišča pod skalami, to predvsem domačini. Oni nimajo, takrat pač niso nikoli imeli, niso ničesar imeli s seboj. Tako se počas pojavi Makalu, vedno bližje, na desni strani, tam je na levi, meni se ti, Čamlanka, nekaj tazga verovanja. Običaje v Nepalu, verjetno bomo o hinduizmu in budizmu ne bi kaj dosti govoril, ampak tale Gautama Buda ni bil neumen. V budizmu gonilna sila samsara, krog trpljenja in ponovnega rojstva posameznih pobožnost. Poklon, daritve, romanja, recitiranje svetih besedil, Om Mani Padme Hum, povsod mlinčki, molivni mlini, na vsakem koraku, tako rekoč, na vodni pogon ali pa na bencinski pogon, samo da se vrti in da je več poskrbljeno za odpuščanje. To je zelo pomembno. To se pravi, zdaj ne vem, tako veliko grešijo, da morajo se toliko opraviti, ampak jaz mislim, da nič več, nič manj kot mi. Da na podoben način, ker so ravno ljudje. Je bilo pa čudovito tukaj v tej vasi Sedu, in ta zadnja vas, ki smo jo obiskati nekaj svečenikov budističnih lam, ki skrbijo za sveta besedila. Potem tole so tanke, njihove znamenite barvne slike na tankem blagu
in nekaj teh tank je šlo tudi z nami v domovino. Bojim se, da te idile, ki smo jo mi videli takrat, danes ni toliko več. Da ni toliko več. Teh ljudi gotovo ni več. To ni Čortan, se opravičujem, to je Mani, nisem mogel popraviti, ampak ja, to posod je znamenje, tele vrvice gor so tudi neke vrste modivne zastave. To ni Gompa, to je Čorten. To je Čorten, Gompa je samostan, se opravičujem. To je pa že v dolini Baruna, visoko gor, skoraj na 4000 metrih. Med našimi šerpami smo imeli ene, ki so bili bolj pridni, verniki, drugi manj. Eden je pa kar naprej, kadar je bil prost, je bral molitve v šotoru. Ampak bil je samo eden. No, te običaji so zanimivi, zdaj se vidim, da sem par centimetrov nižji. Nazaj gredi je zvezdni oficir rekel, danes je pa tega in tega, midva bova šla k prvi kmetiji in boš ti dobil sestro. In tako sem prišel sem in so me s temi rožami, dobil sem tukaj znamenje rdeče in imam v Nepolu tudi sestro. In ko sem prišel domov, sem povedal doma, da imam v Nepolu sestro. Sve je tako, odhod pa? Kako pa to? Skratka, prav je zanimivo. Bejul je ena skrivnostna zadeva, mogoče bi gospoda Asvina potem prosil na koncu, če nekaj v teh stvarih še pojasni. Torej, to je neka tradicija, neka skrivnost v budizmu, da obstojajo skrite doline, ki so izjemno lepe, v katerih ni, kjer si nesmrten, tako rekoč. Lahko preberete, to je seveda iz interneta, drugače ne morem. Dolina Baruna naj bi bila tudi neznansko lep zimzelen kraj, kjer nihče ne postane star. Snežni leopardi, mekleni vihte, tudi sledove snežnega leoparda smo videli. Moram pohiteti, to je zdaj v srednji del te doline Baruna, o čemer sem govoril. Tukaj po teh pobočjih se dvignejo do dveh spodmolov in to je ta spodmol, za katerega bi lahko recimo kot geomorfolog domneval samo eno. Lahko je samo to kot tako zvan ledeniški mlin, kjer se ob strani ledenika vrtijo v vrtincu ledeniška voda, ki seže do dna ali pa do boka ledenika in potem nastane takle spodmol. Je pa še druga možnost, namreč neverjetno iz ene odprtine, ki ni jama, kraška jama, je tekel slap ven. Tukaj v teh spodmolih, tem in sosednjem tudi teče iz stropa voda. Torej skozi gnajs se tenki curki in te curki so pa tudi tisto, kar je zaradi česar hodijo tja gor. Zmočijo se pri nizkih temperaturah, relativno nizkih, se umivajo v tej vodi in to je nekaj čudovitega, nekaj posebnega. Torej, ni nemogoče se poglobiti v to mitologijo. Torej, kar se snega tiče in obutve sem že omenil, takole so prenočevali na pohodu, torej na povratku, tja grede ni bilo snega, ampak na povratku nas je pa zadela, pravzaprav se ena krepka nevihta, oziroma ne nevihta, ampak snega je padlo skoraj meter in smo se zelo težko prebijali, skoraj 3-4 dni, pri malo hrane. Pogledajte ga tukaj, imajo pa seveda tudi plate take, da so podobni čevlom. Torej tako trdi podplati.
ker celo življenje hodijo. Tukaj se na podeželju, nepalskem podeželju se v glavnem nosi, vse se nosi na hrbtu, na poseben način z tako stremenico, z stremenom. Kaj je pa danes? Danes gotovo tega ni več, ali pa je bistveno manj. Torej, naj bi bila to sveta dolina. Nekateri kraji so zdravilni. Mi smo delali svoje, gledajte, zastavice. Bomo še prišli, še nekaj posnetkov, mogoče tale se je ponovil, tega dela, ki naj bi bil med najlepšimi znanimi. No, to so tudi planine, domačini jih imenujejo Karka. Mi smo se naučili samo imen prvega dela, ne, recimo Jangle, Šeršon, ampak danes pa že pišejo zraven še Karka, torej pašnik, planina, pašnik. Tako da je zmeraj več ljudi, gledajte, to smo mi takrat se začeli spodaj, medtem ko danes na desni strani so že prenočišča, čajnice in tako dalje, in tukaj se seveda služi. Takole smo mi preživljali naš čas, tukaj notri je bil še Gregorij je tole nas fotografiral, Gregorij je imel samo 2 puški, dovoljenje je imel samo za eno, jaz sem spal na eni puški, vedno, ampak ni se posrečili, da bi čim zakrili, so nazadnje le odkrili, da ni bilo kakšnih hudih posledic. Ja, tale slika je zelo zanimiva, mi smo se morali, kot znanstveniki pač ne morali, ampak šli smo iz baze dol, sem ta predel raziskovati z zelo malo hrane in nazadnje so ostali samo še keksi in srdelna pasta. Tako da srdelno pasto imam, ne mislim, da je nimam več in tudi ne bom nikoli več. Nekaj posnetkov še iz tega dela, Tone Vraber s svojo Floro, večinoma smo hodili skupaj, mi je zmanjkalo časa, da bi rekel točno, katere rože, to so planike, jasno, ne. Planike so doma v Himalaji, nisem vedel, to vem zdaj od Toneta naprej. In zanimivo, planike sem videl tudi v Sibiri, v srednji Sibiri, na stepah. Planike izvirajo iz Himalaja in jih je več vrst. No, to so pa razne himalajske rože, ki jih je on verjetno samo ugotavljal, določil, kakšnih novih vrst verjetno ne, ampak Tone je bil izjemen botanik in bo o njem napisal članek dr. Bavcon, Jože Bavcon, direktor botaničnega vrsta. Čudovite rožce, recimo tale, skoraj bi se moral naučiti, katera je, ampak ni važno. Vidi se, kako se roža bori oziroma brani pred mrazom za to dlaki. Midva sta šla na eno sedlo, 5200 metrov in oddaleč videla tale vrh. Tisti dan je bil gotov najsrečnejši za naju, ker sva gledala Kanchenjungo, daleč, mislim, da je tole enih 100 km ni daleč, ampak to je bil eden izmed vrhov, eden izmed ciljev naših odprav. No, tole je en zavoj na tej reki, v tej dolini en zavoj, ampak tale levi hrib ima poseben pomen, da bom še približal. Ama Bučung, kraj priporočen za plodnost, se vidi taka neka prispodoba noseče žene, ampak nismo bili nič, ne vemo. Jaz sem šel v bližino in tudi v podnožju fotografiral eno zelo zanimivo stvar, ne ravno tole, to je Gnajs,
ne vem, če sem prav tole imenoval, pa ne bi mi bilo oproščeno, če je to nekaj drugega, ampak mislim, da je gnajs je sigurno, torej tako zvani metamorfni, pasoviti metamorfni biotipni paragnajs. V bližini spodaj so bili granati, je bilo v enem potoku granatov, tako da bi jih lahko z lopato naredili. Ampak niso bili najbolj kvalitetni, na to se pa ne spoznam, ne. Lahko gremo pa nazaj pogledati. Res je gremo veliko, torej bom tisto geologijo še. No, tukaj vidite nekaj fotografij iz dela, ki ga je upravljal Janez Gregorij. Janez Gregorij je simpatičen biolog iz Podkorena. Seveda ni šlo drugače, kot da je moral nekatere osebke streljati. Spodnji Varunski ledenik, ta ledeni slap se je močno umaknil. Če danes berete, če se ne motim, novice, Siol novice, ali pa včeraj govori, se je pojavil Matevž Lenarčič kot oseba, ki pozna, ki raziskuje atmosfero, tudi nad Indijo, in jaz poznam njegove, nam je nekoč predaval, mogoče pred 10 leti, in govoril o sajah, ki se dvigajo iz indijskih oglišč. Torej, zdaj je vprašanje, kako v Indiji se grejejo in kako kuhajo in tako dalje, ampak dejstvo je, da monsunska cirkulacija poletna odnaša ves prah in vse, kar je trdnih delcev v Himalaju, in tam se to usede na ledenikih in ledeniki, zato se hitreje umikajo. No, to so spet ta črna kotanja, jaz nikjer, tudi v Alpah, nikjer drugod nisem videl tako lepe in tako zaključenega sistema, fantastično, 4, vidite, takole, to je zaključen nasip, za njim še eden, pa pred njim še eden, samo prerezan z reko, tako prečudovit sistem. Črnih moren, ki so ne bi bile ali zadnje poledenitve, ali pa celo pozneje. No, lejte, to so pa ledeniški obrusi, torej gor pod Makalujem, krasni primeri, tako zvanih iztrganin, to je iz učbenikov, ampak jaz sem to prvič videl tukaj, to je obrus, Roche-Moutonnet pravijo, torej je to uradni naziv. In tole je pa en tak obrus, ki sem ga prej omenil, in ga do zdaj noben drug ni omenil, torej daleč nizko dol, kjer se vidi, da so to črte, ki so iz gnajsa, torej gnajs ima svojo strukturo, medtem ko ledenik je pa pod ostrim kotom brusu in je to klasičen obrus, torej ne more biti dvoma, da je to napravil ledenik. No, to je pa stena tam v tisti trebušastem vrhu, stena vertikalna iz gnajsa, zvidga tako, kot da bi bil štrudel. Še bolj in zanimiv. Torej, to je bilo posneto 72 leta. Potem je prišel pa sem en Čeh, Jan Kalvoda, zelo znan češki geomorfolog in tudi geolog, mogoče je prišel par let za menoj in je fotografiral isto, torej tudi objavil, jaz pa seveda nisem objavil. Kalvoda je bil potem še zelo veliko krat v tej ljudi. Fantastičen prerez, ampak seveda ta gnajs je že načet, so mehkejši, pa mehki deli. Verjetno se zato imenuje pasovit, a je to? Baza, takole izgledano dol, tam kar vidimo, so neke jamce, to bi bil tako zvan islandski sander, to je vršaj pod ledenikom. Tole so pa lahko ostanki mrtvega ledu, ki so se stopili in so nastale vrtačem podobne oblike. No, takole sedijo
nosači, ko smo prišli in čakajo na plačilo. To je seveda zelo slovesen trenutek, zanje je zelo pomemben trenutek. Revščina. Nepal ima, ampak mislim, da tega ni več toliko. Ne vem, ne poznam to. Nepal ima, zdaj mislim, da je 28 milijonov prebivalcev. A je 8? Je. Zakaj? Zato, ker smo doma gledali, naročil sem prosim, napiši mi, da si bom zapomnil. In nekje piše domov, mislim, da je bilo v enciklopediji, na Wikipediji pa 80 milijonov, to je nemogoče. 30. 28, ja, to je zelo veliko, ne? Baza. Zdaj bomo morali malo pohteti, čudovit kraj, kjer smo lahko zvečer opazovali ali pa fotografirali recimo zvezdo Severnico, ki je tam noter, vidite, zvezda Severnica, takole, okrog nje so pa zvezde zarisale daljše ali krajše poti. Ta žal ni, ampak jaz sem imel tako fotografijo naredil. Prečudoviti krogi zvezd, ki, kar seveda je mogoče v tem, tukaj ni nobene luči bilo, torej nič ne moti, zvezde pred, tako rekoč, v rokah. To je ledeniško jezero, zraven ledeniške jezera se večajo. Zdaj si pa predstavljate, da recimo se tamle zruši ena velika količina ledu, se to ne pride tako samo od sebe, ampak lahko pride in nastane val in ta val potem predre lahko nasip in nastane tako zvani glof. Glacial lake, skratka, torej poplava zaradi ledeniških jezer, lahko je tudi potres. No, tole je Makalu, glejte, do kam segajo ledeniki, ko je prišla pa Elena Mrak, 2014 z goslarjemi in nekaterimi drugimi, so bili ti ledeniki, glejte, že za približno 200 višinskih metrov višji. Razlika je nekaj 100 metrov, torej to bo ona povedala, kakšna razlika je. To so te usodne stvari, ki se dogajajo pred našimi očmi, ampak ker tega pač ne vidimo. Vidite, levo je staro stanje, desno je novo stanje. Mislim, da bi moral vsak otrok, vsak dijak, vsak študent dobiti v roke slike, kaj ga čaka, če ne bo nehal onesnaževati ozračje. Desno Everest, 20 km od 20 Everest, potem pa Loce in Loce Šar. Mislim, da je Loce Šar, to je Loce. Torej, to je bila tudi ena izmed takih imenitnih stvari, ki smo jih videli. To je še enkrat tisti vršaj. Glejte, tamle noter je ledenik, to je Čelna morena, odprta. To je bilo stanje mogoče pred 200-300 leti, mala ledena doba. Ledenik je ogromen, je pokrit z gruščem in tako dalje, ampak se umika. Potem plazovi, seveda, mi smo še kar na varnem, zdaj so plazovi pogostejši. Kopalnica, dr. Borut Pirc, žal ga ni več med živimi, na klasični gimnaziji smo bili skupaj. Reš je torej pri njemu. Zobki so križanci med govejo živino in med jaki. Imajo okusno meso, zlasti če si lačen. Finomehanična delavnica, to sem že omenil, moje orodje je tamle nekje, tamle gor pa veselo zamenjujem, se grem trgovino, ker imajo Tibetan, oziroma Tibotje seveda lep nakit, zlasti razne turkize in podobno, in je bilo treba seveda malo denarja, malo pa plastike. To so neki glodavci, ki živijo v teh višinah. Baza je na višini 5000 metrov, slabih 5000 metrov.
Torej, spomini na to so fantastični. Ne? Jaz sem zelo hvaležen vaše udeležbe, da lahko še mogoče v teh letih še komu kaj poveš, ker svet se spreminja in to je zdaj ena taka zastava nad Makalujem, levo je pa so pa tisti oblaki, tista, mislim, ne oblaki, ima megla, ki je prihajala po dolini navzgor. Opazval sem tudi vreme, mislim, temperaturo v glavnem. Najbolj zanimivo je bilo, da zaradi fenizacije, torej kadar je severni veter pihal in se je spuščal navzdol, se je sušil in sem zmeril, reci in piši, najnižjo možno vlažnost 10%. 10%, mislim, nekje je pa to objavljeno, ampak to so naši šerpe, z njimi so bile določene težave, to so pa botje, oblečeni v tradicionalne obleke in kukli za pasom. Južna stena, za zaključek bomo s tem potem počasi končali. Imam pa za konec še eno presenečenje. Presenečenje, našli smo en tekst Francozov, ki so leta 1956-1955 osvojili Makalu kot prvi in so bili trije istočasno na vrhu. In ta tekst smo našli, ki bo tudi objavljen v monografiji. Zdaj, jaz se v te alpinistične stvari ne bi spuščal preveč, ker je bilo o tem tudi že dosti govora, to je, mislim, da prvi ali drugi tabor. Do tja smo šli do 6-400, smo se mi vajenci na tem področju upali, potem više pa ne. No, ta smer je super zanimiva, ker so šli dejansko po tistem delu, kjer je še največ snega, ne vem, da so šli pa tukaj po tem razu in dejansko je bila to seveda najboljša možna smer. No, to je pa že tabor, če se ne motim, 3. Aleš je bil zelo naklonjen temu, da se kopljejo jame, oziroma ne iglujejo, ampak jame v votline, v snegu, v zmrznjenem snegu, tako da ni treba vedno postavljati šotore. No, kaj se vse tukaj vidi in kako to izgleda, mislim, da te fotografije zelo lepo prikazujejo. Danes je narodni park, smo rekli, pogoji se slabšajo za obiskovanje, povečanje obisk gora. Če imate dovolj denarja, lahko celo plačate vodenje na vrh Makaluja. Jaz sem nekaj bral, ali smo videli fotografije, ali pa je bil mogoče video, da si danes špogajo, če tako smem reči po domače, da si nekateri plačajo vodenje in seveda pa vlečenje. Nabiranje zdravilne glive Janssen Gumbe, to je tudi eno presenečenje, ker nismo poznali, no tole je Makalujski park nacionalni, tu se lepo vidi, kako je tamle Everest, mi smo bili tle noter, v tem predelu, tole je zunanji pas, potem pa notranji, strogi, zavarovani, kolikor se seveda da zavarovati. Vidite, tu mi ta letališče, to smo že videli, to je ta Glacier Lake Flat, ja. To je čisto presenečenje, tudi nisem vedel, da se je to zgodilo, namreč tule v temle, tale hrib se je odlomil, en del se je odlomil, torej je nastal podor in zadev tole ledeniško jezero. Ledeniško jezero ni imelo zelo veliko vode, kot da ta poplava ni bila tako zelo huda, ampak nobenega človeka ni prizadela, pač pa je 30 jakov šlo po gobe in pa dno doline se je pa spremenilo. Mislim, ožji del,
Glejte, tukaj se lepo vidi, kakšen odlom je nastal. Na videz ne zelo veliko, ampak ko se pa to zdrobi, dobi pa veliko večjo površino. In spremenjeno dno, tista Amabučung, tista okroglasta stena je tukaj, pot je bila uničena in je bilo treba tudi nove mostove zgraditi. Takole tukaj se lepo vidi, kako se je razširila poplava, kaj je to kamenje naredilo z gozdom, uničilo do 2 metra visoko, dobesedno olupilo drevesa. To je v Jangleju naselje, ki se je kolikor toliko vse polovico ohranilo. Ogromne skale so prišle iz višin, pokrajina se je spremenila, te skale, ti balvani so veliki kot manjše hiše. Se vidi, kakšno močno voda, kadar jo je veliko naenkrat in ima velik strmec. Poglejte, to je izjemna stvar. To nabiranje Jansongumbe, to je ena simbioza neke gosenice in neke gobe. Goba gosenico uniči, tako rekoč gosenica se posuši na tej gobi. In to je zdravilo za vse. Jasno, jaz nisem napisal, dejansko najbolj znan kot afrodizijak. V vsem vzhodnem svetu najbrž ga tudi prodajajo. Kilogram je $50,000. Ampak predno naberejo, to traja zelo dolg časa, komaj se ga vidi, otroci zelo dobro vidijo menda. Takole se plazijo po tleh in poskušajo najti, kje se to vidi. Takele čudne stvarjenja, torej te posušene mrtve gosenice z glivo. To se verjetno pa tam delal, v praških in tako dalje. Zdravilo za vse, ogromni prihodki za tiste, ki pač vedo, kje to dobijo. Pravi, v Tibetu lahko ustvari nabiranje 40% vseh denarnih prihodkov v vasi. Na budičnih samostanih v okoljcih pa je to prepovedano. To je naša knjiga. Zdaj pa še tole. No, to je pa ta tekst, ki smo ga našli pri Čehu. Citiral ga je iz leta 1955. Jaz sem poskušal malo francoščino iz francoščine prevesti. Predvsem sem pa se najprej vprašal, kako to, da ta gospod ni razlikoval med pistole pa piole. Namreč prepisal je in je napisal pistole, namest piole. To pa, saj je Leša, vem, če ne drugega, da je to cepin po francosko. In potem smo pa to vse skupaj in je res nekaj fantastičnega. Torej, res lepo napisano, zakaj. Ker ko so Francozi prišli na vrh Makaluja, je bila to ena snežna piramida. In na tisto snežno piramido enostavno niso mogli usijati. Eden je bil gor, malo višji, druge dva sta pa nižje, da ne bi padli, so bili navezani. Torej, vrh Makaluja je snežna piramida, tako ostra, da je lahko počeš z eno roko. In en prst usmeriš proti Tibetu, drugega proti Everestu, tretjega, drugega usmeri Nepala, tretjega pa proti Everestu. Čiste linije 3 rovov so tako trde, da se s težavo držimo na vrvicah 3 naših cepinov zasejenih vse do držaja. Morje negibnih oblakov širi svoje soncem obrobljene valove in prebadajo ga le veliki, bližnji ali daljni vrhovi, posijani kot otoki. Pod našimi nogami se 4000 metrov nižje v čudežni odprtini vljuga tanka nit baruna,
v edinem vidnem delčku zemlje okoli baznega tabora, kot bi služila za merilo. Pik 6 in Čamlanč sta kot majhna otoka iz kamenja in ledu, ki jo obdaja morska pena. Daljavi proti vzhodu, več kot 100 km daleč, je Kančenzenga, razgled pa sega še dalje. Presega nas samo Everest, ki je skoraj da dosegel roke. No, to bo tudi v tekstu Vikija Grošo. Tako, mislim, da smo prišli do konca. Ni še čist konc. Zadnji hip sem se spomnil, da bi mogoče udeleženec odprave Danilo Cedilnik, udeleženec odprave, mislim, da je 72 in če se ne motim tudi 75, to je bil večkrat, drugače profesor likovne vzgoje, da bi mi posodil nekaj svojih slik, torej 2 sliki je posodil Makalu, prečudovita slika. Ne poznamo vseh umetnikov, ki se s tem ukvarjajo, eden je tudi Franc Vinc, ki je šel na Everest, pa v njem, ne vem, odkar ne igramo več nogometa, ne vem, kaj se z njim dogaja. Torej je še ena lepa slika. Levo naj bi bil Makalu, tam je potem Everest, odkot verjetno, ali je to izmišljeno, torej mora biti od severa, severa verjetno kot nekako iz Tibeta, potem ne bi bili pa tukaj lovce, pa lovce šare. Hvala za pozornost. Prosim, če je kakšno vprašanje, če bom vedel odgovoriti, drugače mi bo pa še kdo pomagal. Zdaj imamo tukaj gosta, gospoda častnega konzula, a bi tebe lahko prosil, zdaj mogoče za par besed. Jaz bi vas pozdrav prejemno uspeh. Pravzaprav profesor Konavljev sem zelo hvaležen. On mi je pripeljal pravzaprav mojo domovino. Jaz prihajam iz tega kraja, Sulahumo, sam Hasava. In tako mi je pa prosil prav nekaj par besed od tistih Sivadhara, kar je govoril prej, pokazal tudi na sliki, jaz tukaj, veste, težko jaz vam pokazam, pa tudi pol ure traja, zelo zanimivo predavanje, če boste šli Sivadhara na YouTube in resnično boste videli in veseli me, da ti domačini fante, ki so šli gor, so se toliko navdušeni povedali in so ponosni ta lepoto te svoje države in to mi zelo veseli. In rad bi povedal, pa ne bi jaz predolgo bil, drugače pa gor, ki se Sivadhara, vasitele Sedua gre naprej, da jih ne morem pokazati vam. Bistvo je to, Siva je Bog, najvišji Bog Hindujcev. In žena njegova je Parvati, se imenuje Parvati, in potem gor na hribih gor, tam ta Barunvega, te gor hribe, tam naj bi, to je 4310 metrov, naj bi ona dva bila tam. Drugače domovina je pa Šiva, je pa Kailaš v Tibetu, ampak sam pa tam isto pa prišla na rekreaciju, pa to se pravi, ker je voda je polna, pa to se, In grejo zaradi tega te nepalski Hindujci gor, predvsem tudi enega Hindujci. Hindujci iz tega razloga, ker tudi Šiva je največji Bog naše hindujske vere, ampak tudi drugo razlog je pa tudi dosti ljudi, ki ne dobijo otroka, in potem grejo moliti, ker je profesor pokazal tiste obliko, to je Siva,
Sivalinga, ne, tam, no, in potem zaradi plodnosti, ne, da to tudi. No, in je gor grejo moliti to, oni se čudijo tisti, ko pride slab, je pa Dhara. Šiva je pa Bog. In nekako rečeno, da je to iz sveta voda, ki teče gor. Samo ne sme pa gor na vrhu, tega hriba, kdorkoli je drznil iti gor, nikoli ni prišel nazaj, zato niti ne hodijo gor. Ne? In jaz bi vam ne bi preveč govoril na pamet, bi priporočal, da gledate tisti YouTube, Sivadara, ne, in boste videli več o tem. Sicer tam govorijo nepalsko, tudi mogoče upam, da je kakšno tudi članstvo angleščina, pa predvsem lepota narave se vidi in resnično ta del je predstavljen eden od najlepših del Himalaja. Ta Barun pa Makaluveli, ko je pa monografija bo šla, mislim, da tam boste dobili veliko informacije o teh krajih in o tem, zato jaz ne bom vas zadržal preveč. Vas lepo pozdravim, predvsem najlepša hvala gospodu profesorju, predstavil našo domovino in tukaj je naša, tudi namaste, ja, tukaj je naša Dušica Kunavar, no, je nam pokojni prijatelja Aleša, no, jaz midva smo res dobra prijatelja, obiskal je tudi moje domovine, Čajpuri od tam, iz letališča na severu se gre Makalu in od letališča na jugu 2 ure džipa, zdaj tudi pa moj dom je bil, tudi moje pismo odnesel in tako da smo bili zelo veliko prijatelji, no, to o tem bo kasneje napisano, zaradi tega tudi ne bom veliko govoril, ampak Dušici najlepše zahvaljujem. Ona je ogromno napisala, prevedla je tudi pravljic, eno knjigo pravljic, veste, Aleš je hodil gor, prosite, spet pride Alešu, brez Aleša ne morem jaz, mislim, on je, veste, on je bil, na njegovi iniciativo je bila šola, v Manangu je narejeno, za gorske vodnike. To je pa takrat, ko je šel on Himalaj in ko je videl te nošaci, boljše noga pa vse in da je celo življenje nosil tovor pa to in je rekel, hotel jim je pomagati. Zakaj bi te ljudje nosili celo življenje, samo tovor pa vse od drugih odprav. No in potem je prosil finančne pomoč v tedanji vladi Jugoslavije, pa tudi Slovenije in te finančne pomoči je tudi gor Manangu narejena šola za gorske vodnike, za barno plezanje in tudi tam so šli naši alpinisti učiti, kako se barno pleze Himalaje, pa tudi kasneje razne stroke tehničnega vidika so alpinisti Slovenije učili, docim praktično del in pa alpinisti, nepalski alpinisti so proučili tem udeležencem tega tečaja. Po uspešnem končanju tega tečaja, potem so dobili oni potrdilo, s katerim oni so lahko potem danes vodja trekkinga, lahko imaš agencijo in da se je potem preskrbel Aleš poklic tem ljudem, da ni treba celo življenje nositi samo tovor. To je bil drugo, pa je pa tudi tako lepo povabil znanstvenike, tako naravoslovnike, trije gor, ko so šli na odpravo in tudi ta del raziskavo vsakega posebej veliko preskrbel. In to je zelo dragoceno za nas. In bi rekel, prav tako, ko se je vračal, prinesel tudi ranega pravljične knjige, pa to in lepo dal Dušici. Ona je pa pridno potem prevajala in je dala eno knjigo, tudi pravljice Nepala. In tako da sem, tako rekoč, družini Kunavarjev smo zelo hvaležni Nepalu, da so toliko naredili za našo državo, predstavili tole našo državo in tudi tem nošacom rihtali, kako rekel, poklic. Toliko bi se s tem zaključil, namaste.
Tukaj imamo tudi geologe, ali pa, torej zdaj smo se že precej zabludili, ne. Jaz imam zelo hvaležen za potrpljenje in predvsem za udeležbo, glede na to, da so mnogi že na Lošinju, na Krku, v Dalmaciji, mogoče celo na kakšnih Maldivih, pa ne se kar imajo dobro, mi se imamo tudi. Jaz se vam še enkrat zahvalim. Imam v imenu Matice pohranjen tole knjigo. Lahko izbiraš v Slovenski matici med 500 ali 600 naslovi, ne vem koliko jih je. Drugače pa vidite na internetu, kaj vse imajo, ne. Imamo veliko doma, marsičesa pa še ne. Naprimer, tele knjige. Najlepša hvala. Priporočam torej knjigarno v Slovenski matici. Hvala Matici, predvsem za gostoljubje in da je bilo možno spregovoriti o neki posebni temi, ne. To ni običajna tema tukaj v teh krogih, ampak Slovenska matica, lahko rečem, da je univerzalna. Skrbi za filozofijo, skrbi za jezike, za zgodovino, tudi za naravoslovje. Mogoče sem še kaj pozabil, ne mi je pustil, ampak zdaj smo pa nekako si kar kompletni. Najlepša hvala, lepo se imejte med prazniki.